Za kakšen projekt gre glede avtentičnih zdravil? Gre pravzaprav za evropski projekt. Ta projekt je zaštartal nekaj časa nazaj. Eno leto nazaj se je Slovenija skupaj z pravzaprav tisto agencijo, ko je takrat formirana, to je Zavod za preverjanje avtentičnosti zdravil, vključil v ta evropski projekt. Naloga je bila pravzaprav dokaj specifična. Gre se za preverjanje avtentičnosti zdravil oziroma vsa zdravila od februarja leta 2019 bojo mogli imeti tisto dvodimenzionalno kodo. Dvodimenzionalna koda pomeni pravzaprav, da v temu je nekako v sami tej kodi je serija, rok uporabe tega zdravila in specifična koda, katera je pravzaprav specifična oziroma se nanaša na avtentičnost zdravil in prav ta koda se bo odjavljala v evropskemu sistemu. Zelo pomembno je poudariti, da sam projekt traja več kot eno leto, da se bolnica Jesenice skupaj z ostalimi bolnišnicami Slovenije izbranim pravzaprav priključilo temu projektu, ampak je edino bolnica Jesenice prišla do konca, tako da recimo prvo zdravilo je odjavljeno prav v naši bolnišnični lekarni. Tako da zelo smo ponosni na ta naš uspeh. Kaj pomeni ZAPAS? ZAPAS je prav Zavod za preverjanje avtentičnosti zdravil. Kdaj ste vi pristopili k samemu projektu? Že v začetku? Ja, od samega začetka smo bili, tako da nekako skupaj z informacijsko hišo GoSoft oziroma tem programom firmom GoInfo smo pristopili temu projektu in od samega začetka zelo aktivno sodelovali. V čem je sprememba preverjanja avtentičnih zdravil od prej? Sprememba je pravzaprav v tem, da vsako zdravilo, preden ga bomo izdali na naše oddelke, bo preverjeno s čitalcem dvodimenzionalne kode in pravzaprav bo odjavljeno v samemu sistemu. To je dodatna varnost za paciente. Ja, seveda je dodatna varnost. Poudarila bi, da so naši pacienti že zdaj bili varni, zaradi tega, ker Slovenija zagotovo ni država, da je bilo ponarejenih zdravil, ampak tisto preverjanje avtentičnosti zdravil in te dvodimenzionalne kode še dodatna varnost za naše pacijente. Kako vodstvo spremlja inovativnost glede avtentičnih zdravil? Vodstvo je seveda navdušeno nad proaktivnostjo in pa energijo, ki imajo zaposleni v lekarni. Po drugi strani pa se zavedamo, da so pogoji suboptimalni na trenutni lokaciji in pa v sedajšnjih razmerah, tako da se skupaj z Ministrstvom za zdravje dogovarjamo za prenovo bolnišnične lekarne, ki bo v vrednosti nekaj preko milijona evrov. In kdaj predvidevate, da boste začeli prenovo, obnovo te lekarne? Računamo, da bomo s prenovo lekarne pričeli konec letošnjega leta.